Ali vi ste delničar Vzajemne? Ne, nisem imel te možnosti, ker nisem bil leta 23 v Vzajemni in nisem bil zavarovan v Vzajemni in nisem dobil delnic. Mi dividendne politike trenutno nimamo. Do neke stabilne dobičkonosnosti, dokler tega ne bo, se nam je zdelo, da ni primerno. Strategijo, ki smo si jo zastavili, je bila zelo ambiciozna, ker nekaj skeptikov je bilo. Smo na vseh področjih uspešnejši, kot smo si cilje zastavili. Že drugo leto sodelujemo z Modro zavarovalnico. Mi si želimo sodelovati s takimi partnerji in eno izmed teh, kot ste omenjali, je tudi bančno zavarovalništvo, Bank Assurance. Verjamem, da bomo tukaj tudi najdeli partnerja, ker imamo pač dober produkt, po katerem je vedno več povpraševanja in verjamem, da bo to zanimivo tudi za banke. Če bi morali v enem stavku nekako prepričati vaše delničarje, vlagatelje, zakaj ne obdržijo delnico Vzajemne vsaj 3 leta, kako bi ga prepričali? Ko bodo zadržali delnico in ko bodo zavarovanci, se bo tudi ta vrednost delnice dvigala z njimi. Pozdravljeni, sem Marja Milič in gledate MoneyHow, prvi podcast o upravljanju denarja pri nas. Danes imamo kar zanimivo epizodo in sicer pogovarjali smo se s predsednikom uprave Vzajemna. Delnica od družbe Vzajemna bo kotirala 4. marca. Veliko zanimivih stvari smo slišali in izvedeli, preverite, tudi glede same delnice, dividendne politike in tako dalje. Kar se pa tiče, seveda, vprašala sem predsednika uprave tudi, kako geopolitični šoki vplivajo na poslovanje Vzajemna, glede na to, da so razmere na Bližnjem vzhodu eskalirale, je pač to tudi aktualno vprašanje. Preverite tudi epizodo, ki sem jo posnela z Andražem Grahkom na temo geopolitike in sicer sva bila v živo 1. marca, kako skozi geopolitični vihar upravljati portfelj. Redno spremljamo in pišemo tudi članke na to temo, tako da preverite našo spletno stran money-how.si. Ne pozabite, 19. marca imamo bootcamp, kjer bomo tudi vse te aktualne tematike obdelovali, od individualnih naložbenih računov do delnic Vzajemna, do kotacije oziroma do vpisa ljudske obveznice in tako dalje. Tega je zelo veliko. Se pravi, 19. marc, bootcamp, knjiga Mami, oči, ali smo mi bogati, je šla v ponatis, tako da bo tudi knjiga na voljo. Prijetno poslušanje, če imate kakršnokoli vprašanje, pa pišite na marja@money-how.si. Pred mikrofonom je Matija Šenk, predsednik uprave Vzajemna. Dobrodošli na podcastu MoneyHow. Hvala za vabilo, lep pozdrav vsem. Ja, z veseljem, z nestrpnostjo čakamo na kotacijo delnice Vzajemna. Pa preden greva na vprašanja vezano na kotacijo in pa seveda poslovanje Vzajemna, bi vam vsem rada postavila 2 aktualni vprašanji. Prvo vprašanje je: obvezni zdravstveni prispevek se s 1. marcem zvišuje na 39,36 evra. Premier Golob je pred časom označil zavarovalnice za dobičkarje. V zadnjih 2 letih se je v bistvu ta prispevek zvišal za 12%. Kako v bistvu komentirate te podražitve? Tja, kaj naj rečem, kot zavarovalničar bom rekel pričakovano, ker smo takrat, toliko let nazaj, smo pač zaračunali, da je zaradi medicinske inflacije potrebna korekcija premije. Zdaj pač smo v situaciji, v kateri smo. Mi, oziroma tudi jaz osebno, si najbolj želimo, da bi bili nek vzporeden sistem javnemu, jaz dostikrat rečem temu tudi državnemu, v prid vsem zavarovancem oziroma prebivalcem Slovenije. Ja. Še eno zelo aktualno vprašanje, že danes celo jutro, v bistvu cel vikend in celo jutro spremljamo dogajanje na Bližnjem vzhodu. Moram vas vprašati, kako ocenjujete vpliv geopolitičnih dogodkov. Zdaj gledamo pač dogajanje na Bližnjem vzhodu, cena nafte, zemeljskega plina sta poskočili, cena zlata je poskočila, imamo pač povečano volatilnost na finančnih trgih, konec koncev tudi negotovost. Vse skupaj se lahko rezultira tudi v malo bolj neugodnih gospodarskih izgledih, obrestne mere, posledično lahko tudi potencialno pride do stagflacije, mogoče recesije. Kako menite, da bo geopolitika vplivala na poslovanje Vzajemne? Ja, geopolitika bo sigurno vplivala, v bistvu že ves čas vpliva na poslovanje. To so pač povečana tveganja, s katerimi se ukvarjamo. Rekel, zavarovalničarji smo znani, da se s tveganji radi ukvarjamo oziroma precej poglobljeno na eni strani, na drugi strani pa vseeno upam, da bo ta ista politika, ki je to zakuhala, znala to tudi razrešiti
Bo pa zagotovo vsaj zdaj nekaj časa to vplivalo, ja, na dogajanje tako na borzah kot na vse nas, no. A ste recimo tudi neke take scenarije pri nekem planiranju vašega poslovanja tudi upoštevali, geopolitika? Vem, da ste upoštevali neka likvidnostna tveganja, kar se same borze tiče, ampak mogoče tudi geopolitiko? V bistvu, če sem čisto iskren, smo pri tveganjih bolj, bom rekel, pri zavarovalnih tveganjih, finančnih tveganjih, operativnih tveganjih, strateških tveganjih, ne, če govorim čisto ta zavarovalniški del, jasno, zdaj, ko gremo na borzo, seveda tudi vse okoli vrednostnih papirjev, se pravi temi tveganji. Ta tveganja zaenkrat še nismo vključili, bom rekel, razen tisto načeloma, ta tveganja, ker je že ves čas obstajajo, recimo povečana pač od vojne v Ukrajini naprej, bistveno povečana, ne, recimo, ne. Kaj pa povečanje, zdaj veliko se govori, o rezanju ključnih obrestnih mer, menda, da bo to zdaj na pavzi zaradi vseh teh pritiskov, to pa tudi konec koncev vpliva na poslovanje Vzajemne oziroma zavarovalnic na splošno. Zagotovo, ja, zagotovo. Jaz mislim, da bo ta finančen del, ne, se pravi, tveganja finančna, se pravi, ta tveganja jasno, da spremljamo, da se ves čas odzivamo na njih, ampak prav konkretno, ko ste me vprašali za ta, bom rekel, Izrael, ZDA versus Iran, to pa, tega pa še nismo zaenkrat, bom rekel, tako prediskutirali na našem finančnem oziroma naložbenem odboru, no. Mislim, da bo to zelo aktualna tema v prihajajočih tednih. Zagotovo, imate prav, absolutno, ja. Mislim, da je Trump zdaj napovedal, da bo pač 3 do 4 tedne vse skupaj trajalo. To bomo videli, to je stvar, ki se zdaj razvija. A greva midva zdaj na kotacijo delnice. 4. marec je dan D ali pa dan V, če hočete. Se pravi, ko bo delnica Vzajemne začela kotirati na Ljubljanski borzi, moram vas vprašati, kakšna so vaša pričakovanja? Ja, mislim, glede na to, da imamo, po mojem mnenju, dobro strategijo zastavljeno, da ji sledimo, da jo uspešno izvršujemo, da verjamem, da bomo povečevali vrednost podjetja za vse deležnike, verjamem, da bo to pozitivno vplivalo. Zdaj, kako bo pa to res pri vhodu, glede na to, da je Ljubljanska borza, je malo manjša borza, ne, da mogoče tudi likvidnost ne bo takšna pri naši delnici, ne gre za klasični IPO, ne, v tem primeru, delnice so vendarle bile dane našim zavarovancem, tako da verjetno bo začetek malo bolj buren, predvidevam, pričakovanja so pa dobre, jaz res pričakujem, da bomo s poslovanjem, s kapitalsko ustreznostjo, ki je ekstremna, 3-krat višja od zahtevane, na ta način zagotavljamo tako izvrševanje strategije na eni strani, kot na drugi strani varnost naših zavarovancev, tako da verjamem na dolgi rok, da je to zanimiva delnica, no. Več pa ne smem reči, ne, tako so me naučili, ne. A lahko mogoče pojasnite, kaj točno ste mislili buren začetek? A se pravi, pričakujete nek prodajni pritisk mogoče strani delničarjev? Glede na to, da je relativno malo delničarjev preneslo svoje delnice na trgovalne račune, zelo težko to ocenjujem, ne. Ampak glede na to pa, da, kot sem rekel, je borza relativno majhna, težko ocenjujem, a jih bo nekaj prodajalo, ali bo povpraševanje veliko, ne, se pravi, to sem mislil buren začetek v smislu, lahko da bo vrednost delnice malo nihala prve dni, da tako rečem, no, v začetku, no. To sem mislil s tem burnim začetkom, ne verjamem, da bo, ne vem, kaj takega se dogajalo, tudi neke ocene, da ne bi bila pač okoli nominale 20% plus minus, ne bi se ta delnica gibala, se pravi nekje med 0,8 do 1,2, tako da v tem smislu verjamem, da bo mogoče malo zanihal na začetku, potem se bo pa zadeva stabilizirala. A zdaj ste večkrat že rekli in izpostavili, da gre za majhno borzo, da je problem likvidnost. A ste mogoče tudi razmišljali, mogoče ne zdaj takoj, ampak v prihodnosti, da bi naredili oziroma da bi delnice Vzajemne kotirale tudi na kakšni malo bolj likvidni borzi? Tako kot recimo po zgledu NLB-ja, ne, katere delnice oziroma potrdilo o lastništvu kotirajo tudi na londonski borzi. Veste, kako je, ne? Zdaj, mi smo v bistvu to
fazo preoblikovanja in zdaj gremo na novo fazo, se pravi vstop na Ljubljansko borzo. Mislim, da je to kar velik zalogaj za zavarovalnico, kot je Vzajemna. Sem pa jaz res po naravi precej optimističen, tako da prepričan sem, da bo ta zavarovalnica se še na kakšni borzi pojavila, sigurno, ampak ne zdaj v kratkem roku. Ja. Evo, odlična napoved. Ja. Zdaj, omenili ste tudi, da je v bistvu prevzelo delnice zelo malo delničarjev, 6400 približno je zadnji podatek KDD-ja. A mislite, prodajni pritisk pri toliko malem številu delničev verjetno ni možen? Rekel ste sicer, da je pričakovati buren začetek. Kaj si mislite o tem? Kaj mislite, da bojo te 6400 delničarjev naredilo? Sej to je ravno to, ne. Zelo težko rečem. Ne. Na eni strani imamo ZZZS kot največjega delničarja, 15,23%, približno 11,2 milijona delnic. Potem imamo pa te kup, ki je do 444 tisoč, 752 razpršenih delničarjev, ki jih je res relativno malo prevzel, tako da 6,000 pa vse ni malo, ne, a veste, recimo za to borzo. Ne. Kaj bodo naredili, si pa res ne predstavljam. Nekateri verjetno zato, ker imajo trgovalni račun, pa so jih prenesli, ker je bilo to možno od, bom rekel, 1.10. naprej, odkar smo izdali delnice pri KDD-ju, so bili na fiduciarnem računu, so jih prenesli na svoje trgovalne račune, lahko so sam to naredili, pa čakajo neko napoved, mogoče tudi strokovnjakov, neke analize, mogoče čakajo INR, ki bo en dan za borzo v bistvu stopil v veljavo, no, da tako rečem, oziroma ga bodo 4 ponudniki ponudili na trgu. Ne. Mogoče bodo res nekateri prodajali, kakšni bodo tudi kupovali, tako da res težko ocenjujem. Bolj sem mislil buren v smislu, da bi vrednost lahko šla gor pa dol, ker bo pa verjetno, tako kot ste tudi verjetno vi špekulirali, ne predstavljam si pa, da bo zelo veliko transakcij, no. Naenkrat, no. A zdaj, veliko zanimivih stvari ste povedal, pa bi mogoče vseeno še eno zadevo povedala. Dajva najprej definirati, kakšna je struktura teh delničarjev. Marsikdo opozarja na to starostno strukturo, da gre pretežno za starejšo populacijo, ki pač nima interesa trgovati z delnico Vzajemne, odpirati INR-je, odpirati računa pri borznih posrednikih. Recimo tudi moja mama je med njimi, stara 74 let in je delnice prenesla na mene, ki pa pač imam posrednika, ki je član Ljubljanske borze. Ja, dejstvo je, da je struktura teh, ki so dobili delnice, se pravi, ki so imeli pač na 31.12.2023 pravico, se pravi, so bili upravičenci, bodisi do delnic, bodisi do denarja, da tisti, ki so delnice dobili, se pravi, so bili že dlje časa člani Vzajemne, od začetka kakšni 1999, skratka, da so dejansko je veliko starejših, ja, se strinjam. In dejansko se nekateri ne želijo s tem ukvarjati, tako da imamo tudi mi kar precej vprašanj na to temo. In tukaj je zakonodajalec naredil to, kar ste tudi pravzaprav vi oziroma vaša mama naredili, da je omogočil, da se prenesejo delnice tudi v sorodstvo in to kar precej široko, ne. Tako da na starše, na zakonca, izvenzakonsko skupnost, brata, sestre, vnuka, pravnuka, otroke, nečake, tako da je zelo na široko zastavil in to pomeni, da predvsem starejši, tudi če je že kakšno pooblastilo dano, kakšnemu sorodniku, verjamem, da bodo to izkoristili. Mi smo na Vzajemni, recimo, smo tudi pripravili en mehanizem, se pravi, na naših poslovnih enotah bo možno vse to urediti z vlogo, ki je tudi na voljo na naši internetni strani, tako da vabim vse, ki bodo to delali, pač, ki bodo prenašali delnice na sorodnike, da se oglasijo v naših poslovnih enotah, ker bomo to delali brez nadomestila. Drugače pa teoretično ob nadomestilu možno to narediti tudi pri notarju ali pa v upravnih enotah.
Se pravi, ni potrebno notarsko overiti ta obrazec, ki ga izpolniš pri Vzajemni? Ne, ni potrebno. Če se pri nas oglasi, mi identificiramo tega, ki prevzema, se pravi prevzemnika, identificiramo in potem je zadeva na ta način urejena. In tudi urejamo naprej. Mogoče samo še za informacijo, ker gre za bolj manjše zneske, je tukaj treba vseeno še povedati, da darila do 5.000 evrov so oproščena plačila davka. Tako da tehnično gledano dobesedno s prenosom nimamo potem nobenih stroškov. Tudi če Da. prenašamo iz KDD-ja na brokerja, so tudi brokerji pač brezplačno dali ta prenos. Tako da okej, to se mi zdi, da je neka dodana Pomembno, vrednost za vse se tiste, strinjam, se za strinjam. vse tiste, ki pač mogoče razmišljajo tudi o tem, ne. Zdaj, zanimiva stvar, ki ste jo omenil, je tudi lastništvo, 15,3 % ste rekel, da je ZZS pač lastnik eden največjih posamičnih delničarjev. Kakšna pa je njegova vloga kot delničarja? So bolj pasivni ali imajo kakšna strateška pričakovanja? Ja, zaenkrat ne čutimo neke aktivnosti. Verjamem pa, ker smo pa v stalnem stiku, saj veste, kako je, morate biti z največjim delničarjem v stiku. Smo pa v stalnem stiku, res, da upam, da bomo lahko sodelovali, tako sem že prej rekel, res je naša želja, da celemu zdravstvenemu sistemu, zavarovancem pomagamo, da smo tukaj v bistvu nek vzporeden sistem, ki pa skrbi, jaz verjamem, da bomo na ta način, da bo to privatno zdravstvo, predvsem Vzajemna, pač zato smo pač odgovorni tukaj, da bomo lahko pripomogli tudi strateško, recimo strateškim povezovanjem slovenskemu zdravstvu. Dejansko je to moja želja, no. Okej. A vas lahko še nekaj vprašam, pa sem vas pozabila to vprašati na začetku, in sicer 10 % se mi zdi, da Slovenci se je vseeno odločili, da vzamejo delnico in ne denar, ki jim je bil na voljo. Kako pa to komentirate? Ja, to se mi zdi relativno visok odstotek, no. Od teh, ki so pač imeli to možnost, se jih je toliko javilo, kar pomeni, jaz na to gledam, da nam pač zaupajo, no. Saj sami veste, ne. Z letom 2024 je Vzajemna izgubila iz dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja 93 % prihodkov. To marsikatero podjetje ne bi preživelo, ne. Mislim pa, da glede na to, da smo kapitalsko stabilni, mislim tudi za jasno strategijo, da je to zagotovo vplivalo, no. Ta komunikacija, ta transparentnost, ki smo jo že prej uporabljali, zdaj jo bomo seveda še toliko bolj, ko bomo na borzi, ampak verjamem, da so videli, no, neko priložnost v tej Vzajemni, in jaz verjamem, da bo res tako, no. Jaz sem tudi ena izmed teh, ne. Bravo. Ja, ampak jaz sem iz čiste zgolj radovednosti šla v to zgodbo, tako da ja, bomo spremljali, kaj Upam, se da bo boste dogajalo. zadovoljni, res je. Bomo Verjamem. videli, ne. Ja. Ker gledala sem tudi vaše načrte, tako da se bomo o tem še govorila potem v nadaljevanju. Mogoče samo še eno, kar ste že na začetku omenjal INR, prihajajo 5. marca, pa bi tukaj vseeno še omenila, da je Nikolina Prah, državna sekretarka z Ministrstva za finance, tudi v podcastu Moneyhow povedala, da nima smisla odpirati INR računa, če imamo namen držati samo delnice Vzajemne na tem računu. Stroški vseeno tukaj so in so lahko tudi kar precej visoki glede na količino delnic, ki jih bomo imeli od Vzajemne. A je bila ta usklajena akcija z Ministrstvom za finance, INR, Vzajemna, delnica, kotacija? Jaz ne vem, meni se ni zdelo nič usklajenega pri temu. Dejstvo je, da mislim, v smislu vključevanja tako velikega števila novih delničarjev na borzo, to zgleda usklajeno, ja, ampak drugače pa mehanizmi trgovanja na borzi so pravzaprav neodvisni od oblike računa, ne. Tako da meni se osebno ta INR zdi res ena taka izjemna priložnost, ne. Vseeno je to, bo zagotavljalo neko dostopnost za male vlagatelje, dolgoročno varčevanje, tudi stroški pa davki bodo ugodnejši verjetno, mislim, glede stroškov davki zagotovo, ne. Tako da tudi neka spodbuda mogoče za slovensko gospodarstvo, ne glede na to, da je omejeno, ne, ker gre res namenjen tem malim varčevalcem, tako da tudi za recimo za naše delničarje
je sigurno ta prenos na INR enostavnejši. Se pa strinjam, ja, da če res samo te delnice, pa mogoče samo za prodajo, upam, da ne, da nima smisla na INR prenašati. Ja. Bomo pa videli tudi, kaj bodo banke oziroma Ilirika, NLB, BKS pa OTP ponudili. Ne? Ja, to bomo jutri videli. NLB je sicer že objavil cenik. No ja. Prostor je za izboljšave, bom tako rekla. Ja, v redu. Se bo, po mojem, bo konkurenca tudi nekaj naredila. Ja. Glede na to, da ste že dolg časa na tem finančnem parketu, bom rekla, pa se spomnite verjetno še tiste zgodbe, balkanska zgodba, pa verjetno delnica nove KBM. A vas mogoče kaj skrbi, ker zdaj ravno nekako prihaja delnica Vzajemne na trg, ko imamo to povečano volatilnost? A vas kaj skrbi, da bi mogoče se zgodil kakšen ta scenarij, ki smo ga videli leta 2007-2008, ko je v bistvu SBI top upadel za 80% in je rabo kar 18 let, da se je v bistvu nazaj vrnil na tiste izhodišča izpred leta 2007? Mislim, zagotovo skrbi to vse skupaj, ne? To so tudi na začetku rekla, ampak res verjamem, da ta kapitalska trdnost, ta stabilnost Vzajemne, da dobro, razen če bo res šlo za totalen krah, res upam, da bomo to vsem, da tako rečem, uspešno prebrodili. Je pa mogoče res tukaj za reči, sej vem, da je to malo prepotentno, glede na tudi velikost Vzajemne, ampak nekako vsem si želimo iti po poti, recimo, če smem tako bančno primerjavo izbrati, NLB-ja in NKBM-a, ne, recimo, ki je imel NLB-ja na koncu tudi štartov precej zahtevnih okoliščinah. Ne, tako da. Ja. Upam, da bomo kaj takega naredili. Ne. Nekaj sva sicer že govorila o lastništvu, pa me zanima, a vas kaj skrbi mogoče koncentracija, da bi prišla Vzajemna v določene roke v večjem odstotku? Veliko se namreč v zadnjem času govorilo o tem, o vinkulaciji in prenosu delnic. Ja, ta vinkulacija, mislim, to je res zanimiva situacija, moram reči. Ne. Glede na to, da smo mi že junija lani to upisali v statut, takratna skupščina je sprejela ta statut in smo zdaj pravzaprav to samo pojasnili in prej, ko ste tudi vi omenili, določene rizike in tako naprej, se mi zdi, da to pojasnilo, v katerem dobro piše, tudi mislim, da je to 6. odstavek 5. člena statuta, da iščemo komplementarne strateške partnerje. Ne? Se pravi, tukaj kakšna, bom rekel, arbitraža uprave in nadzornega sveta, ne, ker oba pač odločata, nadzorni svet da soglasje, ne pride v poštev. Tudi sodno varstvo je zagotovljeno. Tako da jaz verjamem, da ukolikor se bo pojavil zanimiv strateški partner, nas to sploh ne skrbi. Verjamem, da bomo mi res ena izvrstna dodana vrednost. Marsikdo, po mojem, bi bil, bo verjetno tudi interesa, saj se že kar nekaj sliši, čeprav uradno nimamo čisto ničesar, ne, zaenkrat. Ampak verjamem, da tak prevzem strani enega resnega strateškega partnerja bi bil čisto dobrodošel po eni strani, po drugi pa tudi verjamem, da je Vzajemna sposobna sama narediti to zgodbo. Prepričan sem v to. Tako da, to sta pač dva scenarija, dve poti različni in vsaka je, bom rekel, v tej kondiciji, v kateri smo zdaj, je za nas primerna. Tako da ne vem, to se pravim. Malo sem bil presenečen, da se je toliko prahu dvignil okoli tega, glede na to, da pravzaprav nismo nič novega naredili, razen da smo mogoče malo bolj precizirali v statutu te pragove, 5-odstotne pragove in pravzaprav s tem, če mene vprašate, tudi kakšne take, rekel, divje, kakšne, kakor bi človek lahko po domače rekel, kurje, kupčije mogoče tudi preprečali. Jaz verjamem, da bo to kvečem pozitivno vplivalo na vrednost delnice. Zakaj ste se odločili za 5%? Zakaj je ta prag pri tej višini? To so take običajne, se mi zdi, številke, 5-odstotne. Tako nekako, ne vem.
Zdaj, kritiki pravijo, da to odvrača institucionalne vlagatelje in znižuje likvidnost, pa če lahko citiram profesorja Igor Lončarski, nam je povedal, da omejitve proste prenosljivosti delnic negativno vplivajo na vrednost delnice, delnico naredi neprivlačno za institucionalne investitorje, predvsem pa otežijo večje spremembe lastništva družbe. Podobno je tudi povedal Igor Štemberger za Delo. Ta opozarja, da sprejetje sklepov, ki omejujejo prenos delnic, pomeni manjšo likvidnost in investicijsko privlačnost delnice, se pošilja signal, da si želi poslovodstvo ohraniti nadzor. Težko to komentiram, res. Mislim, da je že vse povedal. Tudi, kot rečeno, ta izjava okoli poslovodstva, jaz sem prebral, lahko sam dodam še enkrat, da pač tudi nadzorni svet mora dati soglasje, se pravi, upravni organi, ne, tako nadzorni svet kot uprava, in da tukaj, glede na to, da smo precizirali, v katerih primerih tukaj kakšna arbitraža ali pa kakšna zaščita samega sebe in svoje pozicije ne pride v upoštev. Mi res želimo to omogočati eno tako, rekel, kvalitetno rast vrednosti Vzajemne na dolgi rok. In to rekel, in za delničarje in za ostale deležnike. Mogoče tukaj še za omeniti, da to ni novost na slovenskem trgu. Mislim, da ne. Ni. Tudi pri farmacevtu Krki je tudi podobno. Mislim, ni 5%, ampak 20% osnovnega kapitala. Lahko bi več, se strinjam. Ja. Če bo kdo večje prevzemal, bodo to itak skoki. Se ne bomo 5x za 25% glasovali, recimo. Oziroma odobravali, ne. Zdaj, če bi se pojavil nek kredibilen strateški kupec Vzajemne, pod kakšnimi pogoji pa bi mu dali soglasje? Mislim, če bi bil strateški kupec, ki bi pač strategijo Vzajemne razvijal naprej, oziroma da bi to tudi predstavil, jaz sploh ne vidim nobenih težav. No. Res ne. Verjetno bi šlo za neko javno ponudbo, potem bi tam pač morala biti uspešna. In v tem primeru, se pravim, sem prepričan, da bi vsi, tako uprava kot nadzorni svet, bili zadovoljni s takim razvojem dogodkov. Kot sem že prej rekel. Ne, Kaj pa država, mislite, da bi se lahko vmešala in rekla, da je to kritična, ne vem, investicija oziroma družba, ne moram reči infrastruktura, ali je infrastruktura, ne vem. Ja, glede na to, da bomo upam, neka usporedna pomoč slovenskemu zdravstvu, je to čisto možno, ampak to pa res nisem ta prav naslov za to, ne. Morate priznati, ne, da bi komentiral to, kakšna bo pač strategija države. A bo zadržali mogoče, ne vem, NLB 25+1 ali pa kaj podobnega. Res ne moram jaz komentirati. A se mogoče lahko dotakneva tudi dividende oziroma dividendne politike, kakšna je? Mi dividendne politike trenutno nimamo. Zato, ker do neke stabilne dobičkonosnosti, dokler tega ne bo, se nam je zdelo, da ni primerno, ko bodo objavljeni revidirani letni rezultati 2025, se pravi v letošnjem letu nameravamo postaviti temelje za novo strategijo, se pravi 28-30, in verjamem, da bomo tekom letošnjega leta poskusili pač v tem obdobju, novem ciklu 28-30, zagotavljati to stabilno dobičkonosnost in v tem primeru bomo tudi dividendno politiko spisali. Ja, načeloma 30-50% čistega dobička, pri slovenskih mogoče celo malo več, 60% čistega dobička se razdeli med delničarje. Ne boste verjeli, analitiki že računajo in kalkulirajo. Ja. Da imamo eno kalkulacijo, imamo tudi mi. Aha. Ampak je neko pričakovanje, da se bo zadeva normalizirala, pa da dejansko bo prišlo do neke točke preloma tudi v samem poslovanju in ustvarjanju dobička. Tako da leta 2029 napovedujejo v bistvu neko dividendo, res da zelo skromno, 0,02 evra na delnico je bil izračunan ob predpostavki 30-50% izplačila čistega dobička. Ste mogoče seznanjeni s temi kalkulacijami? Ne, tega še nisem slišal. Je pa res, da smo mi v naši strategiji 25-27 predvideli ravno leto 28 kot break-even, se pravi točko preloma, in s tem izplačilo dividend
v čemer seveda delničarji odločajo, mi pač predlagamo, uprava pa nadzoren svet delničarjem, neko izplačilo dividende. Osebno, to bi rad pač povedal, ker sem včasih, sem že prej rekel, da sem včasih malo predrzen, računam predvsem na skupini, da bi morali do break-evena priti že v letu 2027, tako da res verjamem v to, mislim, ker strategijo, ki smo si jo zastavili, je bila zelo ambiciozna, ker nekaj skeptikov je bilo na to strategijo. Smo na vseh področjih uspešnejši, kot smo si cilje zastavili, tako na kosmati obračunani premiji, se pravi prihodkih, kot pri stroških. Kapitalska ustreznost, sem že omenil, je skoraj 300-odstotna, tako da lahko uresničujemo strategijo, imamo varnost za zavarovance zagotovljeno in jaz res verjamem, da bi lahko to že eno leto prej dosegli, to točko preloma. Mogoče izhajate iz poslovanja v letu 2025, je bilo dobro? Mislim, ne vem, koliko lahko razkrijete. Težko karkoli rečem. Neka predhodna informacija bo dana v začetku aprila, do 30. aprila, tako kot je pač čez zakonsko, bomo pa tudi revidirano letno poročilo dali ven. Ne morem res zaradi pravil enake dostopnosti do informacij vseh delničarjev, pač ne morem tega razkrivati. V prospektu smo objavili rezultate za prvo polletje 2025, je pa res, da so vedno, je pač taka dinamika v našem poslu, da so rezultati prvega polletja precej boljši kot končni. Mi računamo vse nekje na nivoju, tako kot smo planirali, oziroma precej boljši, kot smo planirali, ampak nekje, kot pričakujemo letos, za leto 2025 na nivoju leta 2024 nekje. Na tem nivoju, na skupini sicer bolje, na Vzajemni Solo pa približno na tem nivoju. A mogoče lahko izpostavite 3 strateške cilje do leta 2027, ker v bistvu omenjate to leto zdaj kot prelomno leto, zdaj ste malo pohitrili iz leta 28 na 27. Ja, v bistvu v strategiji so pač 3 stebri, produkti in storitve, prodajne poti in trgi in pa skupina Vzajemna. In iz tega nekako bi lahko izluščil na eni strani, ker smo specializirana zdravstvena zavarovalnica, želimo pač ta del izkoristiti, to prednost, ker se pač fokusiramo na te dele, predvsem na prenovi produktov, na tailor-made produktih, se pravi na tem produktnem delu, na asistenčnem delu. Mislim, da smo tukaj že zdaj res ekscelentni, recimo, če dovolite vsem, da povem, kakšno številko tudi ob prvem klicu rešimo, že se pravi usmerimo k specialistom, že 60% naših zavarovancev, prvi dan 90%, če so kakšni bolj zapleteni, teh 10 ostalih odstotkov, pa čim hitreje, tako da naši zavarovanci so v parih dneh v bistvu že pri specialistu, dobijo diagnozo in potem grejo na zdravljenje, tako da se jim tudi stanje ne poslabša v tem primeru. In zaradi tega je recimo na lestvici do 5 je zadovoljstvo naših strank 4,9. To ni majhen vzorec, mi to letno spremljamo, lani je bilo to 8500 približen zavarovancev, ki so svoje mnenje izrazili, kot rečen, mislim, da smo tukaj res dobri. Se pravi, ta del želimo res naprej držati, digitalizirati vedno bolj, se imamo že kar precej ta središče za stranke, res že marsikaj dela, tudi pri prijavi škod, spremembi podatkov in tako dalje. To je mogoče en paket. Drug paket, ki bi jaz rekel, ki je zelo pomemben, so te širitve. Lani smo šli že na Hrvaško, to je res en majhen korak, da ne bom zdaj Neila Armstronga citiral, en majhen korak za nas, ampak vseeno verjamem, da je to en lep začetek, ker imamo ambiciozne plane na tem delu. Tako da, in tretji del je pa skupina Vzajemna, se pravi, mi želimo pač tukaj mogoče se kapitalsko povezati še s kakšnim izvajalcem in res celoten proces spraviti pod eno streho, se pravi, da zavarovanca od njegovega klica do specialista, ki pride, do diagnostike, do operative, do rehabilitacije, res spremimo pod našo streho.
Zdaj, ko gledamo te predvolilne boje, vsi nekako v ospredje postavljajo zdravstvo, kar nekaj resnih izzivov je v javnem zdravstvu. Kako to vpliva na vaše poslovanje oziroma na razvoj produktov? Ja, v bistvu, kar je žalostno, ne, ampak vseeno, pač vsa ta diskusija okoli tega v bistvu pozitivno vpliva, ne. Mi imamo pač več povpraševanja, kot smo pričakovali, saj sem rekel, da imamo rezultate boljše, kot smo v strategiji zapisali. Tako da, ampak naš namen in tudi cilj je biti vzporeden javnemu, če je možno tudi z roko v roki, smo pripravljeni za takšno sodelovanje oziroma verjamem, da veliko naredimo že na tem področju, sem že omenil, tudi posredno, ne glede na to, a je to omenjeno ali ne, verjamem, da tudi skrajšujemo vrste. Zelo pomemben B2B, se pravi za podjetja, kolektivna zdravstvena zavarovanja so vedno bolj v ospredju, tudi podjetja vidijo, da je to neka dodana vrednost za njihove delavce. Mi imamo tam nekje skoraj 700 podjetij že pri nas s kolektivno polico in veliko njih javlja, da se jim je bistveno zmanjšal absentizem, ker to je pa pravzaprav problem slovenskega gospodarstva v celoti. Kar zamislite si, če čakate, ne vem, pol leta, da pridete na vrsto pri specialistu, pa nas je pa to v parih dneh, se pravi, če se nekdo hitreje vrne na delovno mesto, je to zanj boljše, da se mu bolezen ni posameznika, ne, da se mu bolezen ni poslabšala, po drugi strani delodajalec lahko dosti hitro računa, da se bo zaposleni vrnil, ne rabi iskati neke, če je to pomembno mesto, neke rezerve za tisto vmesni čas, tudi kdo bo pa prišel za pol leta, če je kvaliteten kader, ne bo samo začasno prišel. Tako da tukaj je pravzaprav, se mi zdi, da za gospodarstvo zelo pomembna ta bom rekel, kolektivna zdravstvena polica, ki jo ponujemo, in mislim, da je to vedno bolj, tudi ostale zavarovalnice poročajo, da je kar veliko povpraševanja, iz tega naslova. A razmišljate mogoče o še kakšnih drugih, malo bolj inovativnih, bom rekla, produktih? Nekaj sem prebrala o bancassurance, se pravi sodelovanje z bankami. Ja. Kaj to pravzaprav pomeni? Ja, mi, tudi ko sem že omenil strateške partnerje, mogoče tudi glede prevzema, ampak jasno, to so pa jasno manjše zgodbe, to so pa sodelovanja. Mi si zelo želimo in imamo v strategiji napisan sodelovanje s komplementarnimi partnerji. Zdaj smo že drugo leto sodelujemo z Modro zavarovalnico, odpiramo pač vrata drug drugemu, oni pač ponujajo prostovoljna dodatna pokojninska zavarovanja, mi pač zdravstvena zavarovanja, pa nezgodna zavarovanja, skratka smo komplementarni, mi si želimo sodelovati s takimi partnerji in eno izmed teh, kot ste omenjali, je tudi bančno zavarovalništvo, bancassurance, tako da verjamem, da bomo tukaj tudi najdeli partnerja, ker imamo pač dober produkt, po katerem je vedno več povpraševanja in verjamem, da bo to zanimivo tudi za banke. Pač človek ima veliko razgovorov, tudi v tujini, verjamem, da bomo tudi prebili tukaj let in da bomo imeli tudi bančnega partnerja kmalu. A to je v smislu bolj pospeševanje prodaje v bistvu vaših produktov? Ja, ali pa tudi njihovih, v bistvu, če gre to v nek bančni paket, recimo tudi ta ponudba, je to lahko tudi ugodneje za stranko, tako da taka win-win-win situacija, podobno kot sem rekel pri kolektivnih, tam imaš delodajalca, zavarovanca oziroma delavca pa nas, tukaj imaš pa banko, ne vem, stranko pa nas, se pravi, je ena taka, rekel, dobra izkušnja, sej določene izkušnje v Sloveniji so že uspele, ne toliko, kar mogoče na kakšnih drugih trgih, ampak vseeno. Greva se dotakniti še malo optimizacije stroškov, kje vidite največ prostora. Omenili ste že digitalizacijo, verjetno s tem tudi pridejo neki rezi nekje drugje. Ja, digitalizacija zagotovo, Mi smo veliko naredili, Mi smo reorganizacijo kompletno naredili v 24, zelo smo, rekel, in zožali in znižali, rekel, te nivoje, razumljivo, kot sem rekel, pri toliko manjših prihodkih je bilo to potrebno narediti. Po drugi strani, digitalizacija nam je zelo pomagala pri tem. Potem, recimo, zelo smo iskali sinergije v skupini. To je prav zanimivo, Pač mogoče v tistih boljših časih ni bilo treba to gledati na to, tukaj smo, se mi zdi, kar precej naredili na tem sodelovanju oziroma skupnem izvajanju
se pravi optimizacija procesov. Potem pri digitalizaciji, ki ste omenili, mi smo recimo je iz tistih DZZ časov, dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja, pa danes je zagotovo nekaj več kot 100 zaposlenih manj, vendar pa je zavarovalništvo vedno bolj zahtevno. Mi pač v strategiji nimamo več zmanjševanja kadrov, zato ker je to kvaliteten kader. In potem, ko rastemo, pač potrebujemo tudi dodaten kader. In da bi potem vzgajali nov kader, nima nobenega smisla. Ta kader, ki je trenutno v Vzajemni oziroma v skupini, je res kvaliteten zavarovalniški kader in ga je težko nadomestiti po eni strani, po drugi je pa to tudi, ne vem, kako bi se izrazil, zelo dober kolektiv. Se mi zdi, da smo recimo zdaj, ko smo imeli te pritiske pri zvišanju minimalne plače, mi smo na Vzajemni recimo se dogovorili tako s sindikatom kot svetom delavcev, da gremo po začrtani poti zviševanja plač vseh zaposlenih, ker tako in tako nismo na minimalni plači, ni zaposlenega trenutno na minimalni plači, tako da in so čisto vsi zaposleni bili za to. Tako da to kaže, bom rekel, tudi na en poseben kolektiv in verjamem, tudi zato sem toliko optimističen glede nekih poslovnih uspehov v bodoče. Kakšno je pa vaše mnenje ali pa strategija glede pridobivanja lastnih delnic? Vidimo recimo Krka stalno objavlja, da pač pridobiva lastne delnice, NLB ima drugačno strategijo. Kako ste pa vi razmišljali o tem? Ja, to je malo povezano že z dividendno politiko, nismo še razmišljali o tem. Zagotovo bo kar nekaj vode še preteklo, preden se bomo tega lotili, ampak verjamem, da že nekje tam v tej 3 letki, da tako, če smem tako reči, 28-30, ko bomo nastavili, se pravi, ko bo pač nek dobiček stabilen, ko bo dobičkonosnost, tudi bom rekel, stalna, ko se bodo dividende začeli izplačevati, dividendna politika napisana, kot sem rekel, takrat pa zagotovo bomo razmišljali tudi o lastnih delnicah. Definitivno, mislim, da je to pametno. A imate že oddelek, ne znam v slovenščini reči, Investor Relations, oddelek odnosa z javnostmi, z vlagatelji? Ja, imamo, z delničarji, mislim, mi rečemo, imamo pooblaščenca za odnose z delničarji, Andrej Šercer, tako da postavljamo to, še preden pridemo na borzo, tako da mislim, da bo ta komunikacija lepo tekla. Zdaj nekatere delnice Nekatere slovenske delnice, recimo Krka, NLB, ocenjujejo kar nekaj pač analitikov iz priznanih v bistvu investicijskih družb. A ste vi tudi mogoče razmišljali, da bi angažirali kakšne analitike, tuje analitike, ki bi ocenjevali vašo delnico in pa pač vas malo pogrilali na vsake toliko časa? Mislim, zagotovo bo treba tudi v to smer razmišljati. Trenutno nismo, zato ker je bil res fokus je bil izključno na tej fazi, da pridemo na borzo. Smo imeli kar neki 2 leti preoblikovanja za nami, do, rekel, s 1.1.24 za nazaj smo pač delniška družba zdaj in ta uvrstitev na borzo je bila kar zahtevna, moram reči. Tudi recimo vsi sami vidite, koliko je to čez 440,000 v bistvu delničarjev, vsem je bilo treba pisati, z vsemi se dogovarjati. Tisti, ki so želeli, da se jim na račun nakažejo sredstva, je bilo treba vsakmu posebej nakazati, pa še nas čaka delo, jasno, na tem področju. Tako da nismo še v to smer, ampak zagotovo, zagotovo. Gospod Štembergar je bil kar precej kritičen zaradi tega, ker ste objavili prospekt, mislim, da z 2-mesečnim zamikom. On je pričakoval, da se bo to zgodilo že v začetku leta, pa se ni. Kako pa na to odgovarjate? Ja, to je pa, kako razumeš, začetek leta. Mi smo začetek leta, nismo mislili 1.1., ampak smo pač, smo tudi dostkrat komunicirali, nekje konec januarja, prva polovica februarja, tako da, treba je bilo pač pripraviti kvaliteten prospekt in mislim, da je prav, da smo si za to čas vzeli, tudi da je bil prospekt javnosti pač na razpolago nekaj časa, pač vsak ima svoje mišljenje, ampak mislim, da smo prav naredili tako, kot smo naredili.
Moram vas še to vprašati, ali Ja. vi ste delničar Vzajemne? Ne, nisem imel te možnosti, ker nisem bil leta 23 v Vzajemni in nisem bil zavarovan v Vzajemni in nisem dobil delnic in moram reči, žal jih nisem dobil, ampak jasno, ker sem insider, ne bom mogel pred objavo revidiranega letnega poročila ničesar na to temo narediti, bom pa Se zagotovo. pravi, a ne, to dostikrat vprašam tudi Ja. predstavnike borznih družb, če bodo investirali v delnice družbe, ki jo vodijo. Boste vi tudi investirali v Gotovo. delnico družbe, ki jo vodite? Zagotovo, res. Kako pa sicer investirate? Ja, kaj pa vem, ne, priložnostno, bom rekel, zelo priložnostno. Ne bi zdaj ne vem koliko osebnih podatkov, ampak tudi kaj v nepremičnine, tako, različno. Se v bistvu dosti tipična slovenska investicija, Ja, ja. nepremičnine, denar na Priznam. banki. Priznam. Še zadnje vprašanje, če bi morali v enem stavku nekako prepričati vaše delničarje, vlagatelje, zakaj ne obdržijo delnico Vzajemne vsaj 3 leta oziroma 2 leti, vi ste napovedali točko preloma 2027, 2028, kako bi ga prepričali? Težko vprašanje. Mislim, večina delničarjev, saj tako so tudi prišli do delnice, tudi naših zavarovancev. Tako da mislim, da je to tisto najpomembnejše. Naši zavarovanci dobili bodo dobro storitev, najboljšo storitev, sem prepričan, pri nas in s tem, ko bodo zadržali na ta način, ko bodo zadržali delnico in ko bodo zavarovanci, se bo tudi ta vrednost delnice dvigala. Z njimi. Oni bodo zaslužni za ta dvig delnice. Tako da skupaj bomo ustvarjali to vrednost na dolgi rok. Bomo seveda spremljali, kaj se bo dogajalo z delnico Vzajemne, 4., 3. je dan DV, kakor hočete. Ja, Tako da bomo vsekakor spremljali, prepričana sem, da bo tudi zelo veliko analiz narejenih na to temo, tako da se veselim tega, tudi sama bom precej po moje raziskovala to temo. Tako da najlepša hvala za odlično debato. Ja, hvala za razgovor, res, in za vabilo. Res sem vesel, da ste me povabili v vašo oddajo. Vas bomo zagotovo še kdaj. Z veseljem pridem. Tako da najlepša hvala. Hvala tudi vsem, ki ste nas spremljali. Poslušajte Money How, ne bo vam žal in lep pozdrav.